On reče, ne, že to že to Dame in gospodje, otroci, starši, stari starši, rekruti in rekrutke, pozdravljeni na predstavitvenem dnevu Slovenske vojske. Kot vsi veste, so naši politiki odločili, da bomo 5% svojega bruto družbenega proizvoda dali za interese NATO pakta in Amerike. To pomeni več kot 1/5 našega proračuna bo šla za orožje, za tanke, za puške, za orodja ubijanja. Nekaj pa bo šlo tudi za dvojno rabo. Ampak to je predvsem priložnost za vse nas, da zaženemo gospodarstvo, da skupaj zaslužimo, da prepoznamo karierne priložnosti, ki se skrivajo v tem drvenju proti novi svetovni vojni. Dame in gospodje, morate se zavedati, da vojna in vojska nikakor ni to brutalnost, ki vam jo predstavljajo mogoče neki hipiji in putinofili. Ne, vojna je predvsem najbolj prvinsko možno doživetje. Tako je Slovenska vojska prostor, kjer lahko izživite svoje najbolj prvinske instinkte, varujete domovino in po potrebi iztrgate srce sovražniku in ga pojeste pred njegovimi očmi. Vendar pa ne gre samo za brutalnost. Naši strokovnjaki na Fakulteti za družbene vede so preiskali in dokazali, da je poklic vojaka ali vojakinje tudi najbolj privlačen poklic, najbolj fit poklic. Pa si poglejmo, kaj si lahko obetate, če se sami včlanite v Slovensko vojsko. Poglejte ta mlada telesa, poglejte to formo, samozavest, ki nam jo daje članstvo v NATO paktu. Mladi fantje in dekleta, ki so pripravljeni postaviti svoje telesa na ogled in v službo Donalda Trumpa, Ursule von der Leyen, vse Katje Kallas in vse seveda orožarskih lobijev, ki si obetajo milijardne dobičke od militarizacije.
pridete bliže, ja, lahko se tudi preizkusite to vojaško robo. To je najbolj seksi kanon šuter v celi državi. Ampak, dame in gospodje, to še ni vse. Vidim, da ste se razburili, mogoče celo malo vzburili ob teh podobah in teh prikazih. Ampak najbolj pomembne stvari še nismo izpostavili. In to je seveda denar. Denar, tako je, v končni fazi se gre vedno za denar. Za vojsko bomo zagnali nemško avtomobilsko industrijo. Omogočala pa bo tudi neslutene prihodke našim slovenskim elitežem in elitnicam, ki se že grenjajo okoli Davosa za to, da bodo zaslužili za svojimi projekti. Denarja bo dovolj za vse, samo investirati morate v pravem trenutku in krvave dividende ne bodo manjkale. Milijonski prosuti za vse nas. Poglejte, tako je, strojnice in posebne antidronske zaščite bomo dali tudi na vlakec. Na vrhu Ljubljanskega gradu bomo zgradili raketomete in mogoče, če bomo mi srečo, nam bo Amerika dala eno jedrsko konico, da lahko hranimo dol pod gradom. Tako je, denar za vse. Denarja, kot vidite, bo dovolj za vse. 3,5 milijarde evrov, 3500 milijonov evrov na leto smo obljubili, da bomo dajali za potrebe NATO pakta, zato da bomo potem bolj varni, medtem pa nimamo dovolj delavcev, ki bi delali za dolgotrajno oskrbo, nimamo stanovanj za mlade, čakalne vrste so v zdravstvu, država se nam sesuva, ampak 20% proračuna pa bomo dali za vojsko. In na koncu, po vsem tem, pa čaka te naše mlade fante še to, kar si najbolj želijo, in punce. Čaka jih ta herojska usoda, ko se bo Putin odločil, ali ko se bo Trump odločil, ali kdorkoli se bo odločil, in bomo poslali na drug konec sveta in tam bodo lahko izpolnili svoje poslanstvo in umrli prave junaške smrti.